Živjo, sem Jana Pristušek in vesela sem, da smo spet skupaj. Kmalu bo novo šolsko leto in naši otroci bodo z večjim in manjšim veseljem stopili skozi šolska vrata. Mi starši pa se bomo spet spraševali, koliko pomagati, koliko slediti, koliko narediti na mesto otroka, koliko pritiskati, koliko biti strog, koliko biti popustljiv. Mi imamo v Sloveniji nekaj dobrih terapevtov, vzgojiteljev, svetovalcev, od Žorž, Juhant, Ščuka, da sem naštela samo nekaj starejših. Verjamem, da poznate tudi to mlajšo generacijo. Ampak vse to, kar ti ljudje svetujejo, pri nekaterih starših deluje, pri drugih ne deluje, oziroma bom rekla tako, deluje pri nekaterih otrocih, pri drugih ne. Zakaj? Zato, ker je od nas, od naših notranjih vsebin odvisno, kako bomo mi neko stvar otroku podali. Kje pa so te naše notranje vsebine? Gre za to, da bi se starši v prvi vrsti mogli soočiti sami sabo. Jaz kot mama se moram najprej soočiti sama sabo, kakšen odnos imam jaz do svojega otroka. Seveda ga imam rada. Seveda ga imam rada, tako kot imajo večina staršev svoje otroke radi. Ampak, ali imam jaz sebe bolj rada od svojega otroka? Tukaj se hitro postavi obrambni zid in reče ne, to pa ne, tega, to pa res ne. Ampak, če smo odkriti in če smo pošteni do sebe, lahko večkrat opazimo, da delamo stvari zaradi tega, da je nam lažje, in ni rečeno, da je to za otroka dobro. In tukaj je to, kar določi, ali bo neka stvar, neki vzgojni ukrep, neko sporočilo, neko priporočilo delovalo ali ne bo delovalo. Kaj jaz kot mama hočem, pričakujem od svojega otroka? Prvi odgovor je razumski. Nič, jaz hočem samo, da je srečen. Jaz hočem, da je njemu dobro. Ampak, ko pogledamo čustveno, je pa lahko odgovor popolnoma drugačen. Čustveno lahko pogledamo takrat, ko se svojih čustev ne bojimo več. Se pravi, rabimo način, metode, da stvari, ki niso prijetne in pridejo na dan, da jih znamo razbremeniti in da niso več boleče. Šele takrat se mi lahko poglobimo vase. In zdaj bom povedala to, kar govorim tudi za ostale odnose. Se pravi, v meni je to, kar določa, kako bom jaz ravnala z ostalimi ljudmi. Pa naj bo to otrok, naj bo to partner, naj bo to sosed, sodelavec, prijatelj. Ko jaz delam individualno, ko na delavnicah, vedno izberemo neko temo, ampak to temo potem razširimo na ostala področja. Zakaj? Zaradi tega, da vidimo, na koliko veliko, široko področje vpliva neko moje čustvo. Če je mene strah, kako bo z mojim otrokom, če jaz neskončno si želim, da bo mojemu otroku dobro, potem ga bom varovala in skrbela zanj najbolj, kar se da. In ne samo, da bom skrbela, da bom pretirano skrbela. Jaz bom tudi poskrbela, da ne bo nadelal preteklih napak. Se pravi, zelo ga bom nadzorovala, povedala mu bom, sinko moj, hči moja, pazi, da se ne bo zgodilo to in to. Glej, da ne boš naredil to, kot je bilo v preteklosti. A si naredil to, a si naredil ono, da ne boš pozabil, glej, da boš naredil. In naša ljubezen otroka preplavlja. Otrok dobesedno nima prostora, nima zraka, nima časa in beži od nas. Bolj, ko ga imamo radi, bolj beži od nas. To je preokupirana navezanost. Ženske, ki preveč ljubijo na ta način partnerja. Hočem, da si
da ti je dobro, hočem, da si z mano, hočem, da se imava rada. In to hoče mama od svojega otroka. Jaz kot mama hočem, da je tebi dobro, vendar v prvi vrsti hočem, da je meni dobro, zato ker mene je tako strah zate. In jaz si tako želim, da bo tebi dobro, da bom naredila vse, da bo tebi dobro, čeprav ti bo v drugem koraku slabo. In to je ta notranji konflikt, preko katerega starši gremo težko sami. Zato, ker je težko jo ozavestiti, težko se je priznati, težko je pravzaprav to sploh najdeti, predvsem je pa to težko predelati. Ampak ta BIM metoda, s katero jaz delam, to omogoča. In zato si jaz želim, da bi ljudje spoznali to metodo, da bi se jo naučili, točno tako, kot se naučimo brati, točno tako, kot se naučimo tujega jezika. Da takrat, ko rabimo, imamo to na razpolago. Mi znamo plavati, znamo kolesariti, znamo voziti avto, znamo tuj jezik, znamo kuhati, znamo marsikaj, ampak ne rabimo ves čas tega. Ampak takrat, ker pa to rabimo, je pa fajn, ker znamo, ker nam poenostavi življenje. In točno to, ta BIM metoda omogoča, da si poenostavimo življenje in se ne zapletamo v boleče odnose. In če se zdaj vrnem k otroku. Nekateri starši bodo zdaj na začetku postavili meje. Prepričani so, da otrok rabi meje in da se je teh pravil treba držati. Ampak otroci so različni in mi svojo energijo bomo postavili pravila, ker pravijo, da mora otrok imeti pravila. Ampak če je v meni nelagodje, če je v meni strah, kako bo otrok to sprejel? A me bo imel otrok še rad? A bom jaz še dobra mama? A me bo sploh upošteval? Kaj, če me ne bo upošteval? In naslednje vprašanje je, ali se jaz svojega otroka bojim? A vi veste, koliko odraslih se svojega otroka boji? Pa tega razumsko sploh ne vemo. Takrat starši naredimo nekaj, zato ker moramo, ker so drugi rekli, ampak energijsko. Mi sporočamo popolnoma nekaj drugega in zato ne deluje. Zato ker staršu, ki je pomirjen s sabo, ki je bolj stabilen, ne ki je bolj trd, ki je bolj stabilen, stvar deluje. Pri staršu, ki je negotov, ki se boji sebe, ki se boji, da bo naredil nekaj narobe, da ga otrok ne bo imel rad, da bo kriv, da mu bo škodoval, takrat stvar ne deluje. In takrat, ko delamo nekaj na silo, v bistvu vso stvar še poslabšamo. Zato, ker naredimo konflikt brez potrebe. Ne samo, da bi, včasih je boljš stvari pustiti in se najprej pri sebi urediti, kakor pa iti takoj v napad in takoj delati red, čeprav sploh ne vemo, sploh ne verjamemo temu, da bo delovalo, ampak samo zato, da bomo nekaj naredili. Če se bojite svojega otroka, če se vam zdi, da se bojite svojega otroka, potem to predelajte. Pridite k meni, prijete na delavnico, naučite se sami, na YouTube imate posnetke, ampak poiščite to mamo, tega očeta, ki se otroka boji in se soočite sami sabo. Ni toliko težko, kakor je videti na prvi pogled. Potem so starši, če ste starši, kjer mislite, da bo otroku dobro, samo če boste strogi, nepopustljivi, če bo red in disciplina. Ja, za nekaterim otrokom to paše. Drugi otroci pa bistveno lažje shajajo z bolj popustljivimi starši, zato ker imajo več manevrskega prostora, ker so v svojem bistvu že dovolj odgovorni in dovolj resni. In jih taki starši samo pretirano
pretirano v njih nastopi pritisk, da mora narediti še več. In to so otroci, kjer grejo potem v izgorelost, ki se kaže na v različnih čustvenih stiskah. Se pravi, da ne bom predolga, če potegnemo črto, kaj je pri vzgoji najbolj važno? Prva stvar je pri vzgoji najbolj važna to, kako se jaz kot mama, jaz kot oče počutim. Kaj jaz pričakujem od svojega otroka? Če jaz hočem, da bo moj otrok, moj prijatelj, da bom jaz najboljša mama, potem bom delala vse, da bom jaz najboljša mama, ne glede na to, ali je to dobro za otroka ali ne. Jaz hočem, da meni moj otrok pove, da sem dobra mama. Če jaz hočem priznanje za svoj trud, potem bom jaz užaljena, prizadeta, če ne bom dobila zahvale, hvaležnosti, spoštovanja od svojega otroka. En kup takih malenkosti je, en kup takih mimogrede malenkosti, o katerih mi sploh ne premišljujemo, pa so še kako pomembne. In če hočete svojemu otroku dobro, in če res hočete šolsko leto malo lažje prestati, kot ste ga v preteklosti, če je bilo naporno, potem se ozrite vase in se vprašajte, kaj jaz pravzaprav pričakujem, hočem, rabim od svojega otroka, kako se ob njem počutim. Imejte se radi, če vam je bil tale prispevek všeč, ga delite. Kmalu se vidimo, slišimo, pridite na kakšno mojo delavnico, pridite na spletno stran, pridite v skupino Čarobni odnos. Imejte se radi, čau, čau.